Dober dan, pozdravljeni. Pravzaprav na prvem uvodnem dogodku spremljevalnega programa 63. Jazz Festivala Ljubljana, ki je najstarejši neprekinjeno delujoči jazz festival v Evropi. Naslov današnjega pogovora je Jazz v knjigah, kaj brati. Pravzaprav se bomo pogovarjali, katere knjige so tiste, ki so recimo zanimive in pomembne za jazz. Seveda v ospredju bo pa knjiga Erika Hobsbawma The Jazz Scene. Zdaj, namesto uvoda bom jaz predstavil čisto z eno besedo na kratko nekaj knjig, ki se mi zdijo pomembne oziroma ali pa zanimive, so pa iz moje domače knjižnice in jih je toliko, kot sem jih lahko s sabo pripeljal z biciklom. Gre za 10 tujih avtorjev in 3 domače. Zdaj, videli boste tudi skozi ta pogovor, da je pravzaprav pri nas v Sloveniji knjig o jazzu res bore malo. In zdaj mi verjetno znotraj tega pogovora tega ne bomo problema rešili, mogoče se bomo pa vsaj malo dotaknili tega. No, pa naj zdaj kar začnem. Zdaj, za začetek imam tule 2 zelo zanimivi monografiji o 2 največjih ameriških založbah. 2 malo bolj debeli špehasti knjigi. To je ena monografija o založbi Verve in druga monografija o založbi Blue Note. Obe založbi sta po mojem precej pomembno zaznamovali jazzovsko dogajanje in pri teh 2 založbah, to sta pač naključni založbi, zdaj pač te 2 knjigi, pač imam tle 2 monografiji, ampak zagotovo je pa kar nekaj pomembnih jazzovskih albumov je šlo pri teh 2 založbah. No, potem imam tukajle knjigo oziroma zbornik Arkana, Musicians on Music. To je v bistvu Zornov projekt Johna Zorna. Zakaj je to zanimivo? Mislim, da je teh Arkan zdaj do zdaj šlo že več kot 10, to je prva. 14. In projekt je končan, hvala. Zakaj je to zanimivo? Zato, ker kot pove podnaslov, pravzaprav glasbeniki razmišljajo o glasbi. Gre pa seveda za predvsem tako imenovano downtown jazz sceno newyorško, uveljavljena znana imena Ikue Mori, Gary Hemingway, John Zorn seveda, Mark Ribot in podobni. 3. Potem je tukaj knjiga, ki je mene pravzaprav razočarala in sem jo precej več pričakoval od nje, to je Playing Changes od Natea Chinena, to je Jazz from the New Century. To je knjiga, ki se ukvarja pravzaprav z jazzom samo v 21. stoletju, predstavlja pa v glavnem mainstream, kot jaz temu rečem, jazz, in tega pravzaprav obrobja praktično se ne dotakne. Potem je tukaj najnovejša in precej razvpita zgodovina jazza, The History of Jazz, Teda Gioie. To je njegova 3. izdaja. Zanimiva je zato pravzaprav, ker naredi en pregled od začetkov pa pravzaprav vse do danes, in je tako mogoče neka jazz zgodovina, ki je trenutno najbolj v obtoku. Potem sta tle po mojem 2 zelo zanimivi biografiji. Ena je Space is the Place o Sun Raju, napisal je John Sweet, zelo fajn zadeva, in druga po mojem pa ena sploh boljših biografij o Theloniousu Monku od Robina Kellyja. To je pa tole. Potem sta pa tukaj še 2 knjigi. Ena je seveda zelo zanimiva od Amirja Barake oziroma Leroy Jonesa, newyorškega črnskega pesnika. Sicer to je knjiga Black Music, to je pravzaprav njegov, kako bi rekel, njegova osebna razmišljanja
o jazz glasbenikih, predvsem iz 60. let prejšnjega stoletja. In pa še od Val Wilmerja, As Serious as Your Life, en zelo dober pogled v free jazz oziroma v glasbeno revolucijo od leta 1957 do 1977. Tokle sem prinesel tujih avtorjev, potem imam pa tukaj zdaj seveda še 3 naše domače, oziroma moram reči 2 domača in en tuj prevod. Pravzaprav lahko rečem, da kaj dosti drugih, bosta potem še moja gosta povedala, kaj dosti drugih knjig, ki bi se neposredno ukvarjali z jazzom, pravzaprav v slovenščini sploh ni. No, najprej tukaj prevod avtobiografije Milesa Davisa. Zanimiva je tudi zato, ker je na naslovnici fotografije Žiga Koritnika. Prevedel jo je Jure Potokar, že sama po mojem avtobiografija dosti zanimivo čtivo. Potem je tukaj, kot je bilo v napovedi tega dogodka povedano do zdaj, ena in edina zgodovina jazza v slovenščini, napisana izpod prstov Petra Maletija. Ne vem, tako vedno znova, ko berem to knjigo, imam ene take mešane občutke, na trenutke se mi zdi fantastična, na trenutke pa me malo tudi razočara, tako da imam tako nekako mešane občutke, no, ampak načeloma pač vsaj neki imamo, kar lahko beremo v slovenščini o jazzu. No in seveda za konec je pa tukaj knjiga gosta Iča Vidmarja, Nova muzika v New Yorku, ki je po mojem pa res fantastična knjiga. To je pravzaprav unikum, ne samo v slovenskem, ampak celo v svetovnem prostoru. Res odlična analiza newyorške glasbene scene, predvsem seveda downtowna, res vredna branja in mislim, da se bo o njej še kar dolgo časa govorilo. Skratka, to je to. Potem je pa seveda to še čisto za konec, to je pa knjiga, ki jo bomo danes v glavnem imeli v pretresu, to je knjiga The Jazz Scene od britanskega zgodovinarja Erika Hobsbawma, o kateri se bomo pa malo več pogovarjali zdaj v naslednjih minutah. Naj na kratko predstavim zdaj še moja gosta. Na moji levi je najprej tukaj Ičo Vidmar, pisec, sociolog kulture in tudi glasbeni novinar. Zraven njega je pa Miha Zadnikar, tudi pisec, radijski človek, organizator koncertov, član programskega sveta jazz festivala Cerkno in pa intendant koncertnega cikla Defonija. Tako da zdaj pa prvo vprašanje bi bilo pa sledeče. Zdaj vemo, da po svetu je knjig o jazzu kar precej, ne. Vaju bi pa vprašal, pravzaprav katere knjige o jazzu pa so poleg te omenjene The Jazz Scene tiste, ki jih še velja izpostaviti. Zdaj tle en kupček knjig, katere bi pa vidva dodala morda temu kupčku, katere sem jaz recimo spustil. Pa bi mogoče ti začel, Ičo, prosim. Se moram opravičiti, ampak najprej 2 popravka. Valerie Wilmer je ženska, Val Wilmer, in je britanska fotografinja in odlična novinarka. In to je bil eden izmed mojih glavnih virov kot glasbenega novinarja na Radiu Študent na začetku 80. let, ko smo odkrivali zlasti afroameriško ali pa dajmo reči direktno črnsko jazz sceno v ZDA. Drug popravek oziroma popravek je pa dodatek, da sem tudi jaz eno knjigo prinesel, in je to v bistvu knjiga Irrational Music Eliota Sharpa, ki je v bistvu njegova avtobiografija v obliki esejev, ki so napisani kot spomini, skozi seveda razlaganje tako njegove glasbene formacije, kot tudi pravzaprav njegovih kompozicijskih principov in hkrati seveda socialna analiza scene, na kateri deloval, skratka scene v New Yorku, in jo dam zraven. To je ta drug popravek in dodatek. Katero knjigo bi izpostavil? Tule še ogromno, ne. Jaz se spomnim, nazadnje smo tukaj sedeli pred koronavirusom leta 2019 ob slavni obletnici, okrogli obletnici festivala,
In smo med temi knjigami, je kar nekaj jih, ki smo jih navedli. Recimo, zanimivo se mi zdi, da nisi prinesel s seboj Dereka Belja improvizacije, ne, ki je slovenski prevod, ki smo ga končno dočekali 2010. leta. Sam bi absolutno izpostavil nekaj, kar velja za eno izmed knjig novih študijev jazza. To je A New History of Jazz Alana Shiptona, ki je britanski ne samo muzikolog, je tudi sociolog iz 2005. Hkrati pa po mojem, lahko bi še Garyja Giddensa izpostavil, Berlinerja in ostale, ki so pisali v improvizaciji. Mislim, da je pa najmočnejša knjiga, ki sem jo prebral v zadnjih 20 letih, o glasbi, ne samo o jazzu nasploh, knjiga Georgea Lewisa, A Power Stronger Than Itself, ki je v osnovi pripoved o čikaškem združenju ACM in ameriški eksperimentalni glasbi. To je verjetno ena najbolj temeljitih študij določene glasbene formacije, ki gre nazaj v evropsko zgodovino, zlasti evropsko, in je ves čas v polemičnem dialogu z vsemi glasbenimi področji, ki se stikajo z jazzom, improvizirano glasbo, eksperimentalno glasbo, polemizira z rasizmom znotraj eksperimentalne scene, od Johna Cagea naprej. Skratka, mislim, da to je knjiga, priznam, ki bi jo rad prevedel sam v slovenščino ali pa jo predlagam. Njen problem je seveda, da je obsežna 750 ali 800 strani in mislim, da za to založnika v Sloveniji ne bomo dobili. Skratka, to je ena reč. Toliko od mene. To je to. Ja, ta knjiga, pravkar omenjena, je tudi meni zelo pri srcu, oziroma je učno gradivo, je tudi tamle na voljo nad kolegom Frasom v tisti gajbici. Bila je del predstavitve takrat pred korono, tudi na pričujočem mestu. Dodal bi še, da seveda je pomembno zato, ker nas umesti ravno tam, kamor meri tudi Hobsbawm, to je v zgodovino delavskega gibanja. Se pravi, AACM iz Chicaga so del ameriške zgodovine delavskega gibanja, tako se obnašajo in poleg vsega, kar je Ičo rekel, je seveda to zelo pomemben moment. Če je že omenjen Sharp, ki rad poroča s turneji, je tamle knjiga Forces in Motion tudi, ki predstavlja Anthonyja Braxtona, ki je izjemno gradivo nekega kvarteta na poti, na evropski turneji, oplemeniteno seveda z zelo svojsko Braxtonovo teorijo in pisanji, v bistvu pa zapisek s poti, sicer pa se bolj ali manj strinjam in zelo visoko dajem tudi Sveda in Space is the Place oziroma študijo o Sunraju, poleg omenjenih zgodovinskih knjig. Toliko za zdaj. Ja, to, kar sem že v uvodu omenil, me zanima, zakaj je pravzaprav, oziroma kaj je vzrok tega, da imamo pravzaprav tako malo knjig o jazzu v slovenščini? Ičo. Mi imamo pravzaprav zelo malo knjig o glasbi v slovenščini. Ne samo o jazzu. Nasploh, če pogledam samo na področje humanistike ali pa družboslovnih analiz muzike, tako humanistika vključujoč muzikologijo, sociologijo kulture, psihologijo glasbe, pravzaprav smo precej šibki. O jazzu dvomim, da smo dobili založnika. Pravzaprav je izjema, da je tedaj Peter Amaljeti dobil založnika, mislim, da je bila to Cankarjeva založba na začetku 80-ih let, ko je bila očitno še volja in pripravljenost za to. Pa tudi jazz festival v Ljubljani je imel določen zamah in množično občinstvo v tistem času in je bil pravzaprav to neki slučaj. Če pa pogledam nazaj, kdo je vse objavljal, pravzaprav ne veliko, razen glasbenih kritikov in kritikov, ki smo sami objavljali določena poglavja prevodov. Če pogledamo nazaj, Aleksander Skale je dva tako rekoč učbenika skoraj da po svoje objavo, mislim, da v 60-ih letih, če se ne motim. V konec 70-ih let, na prelomu 70-ih in 80 je revija Glasbena mladina Slovenije objavila posebno številko posvečeno jazzu, med drugim je bil avtor besedil in urednik Lado Jakša in potem do Petra Amaljeta tako rekoč ni bilo nič. Potem je pa pravzaprav blazna praznina. Mislim, da smo se vsi... To tvoje knjige. Ne bom, mi se še Bailey, vsekakor. Ne? Ampak
neverjetna praznina, verjetno smo se vsi pečali z drugimi rečmi, družbenimi, se mi zdi. Ni bilo časa za pečati se za zgodovino džeza, pa džez je veljal za zastarelo formo kulturno, naenkrat ni bil tok. In skratka, mislim, da je bilo faktorjev več, po drugi strani založništvo ni izkazalo pripravljenosti. Na vse zadnje, poglejte, celo uvod v sociologijo glasbe Teodorja Adorna, ki je bil preveden v 80-ih letih, mislim, da so ga razprodali šele po 10 ali 12 letih, pa je bila mehna naklada. Roberto Leydi, njegova druga godba, etnomuzikološka razprava, še danes ni razprodana, ki je šla pri Studiah Humanitatis konec 80-ih let. Kurt Blaukov, njegova sociologija, glasba v družbenih spremembah, pregled sociologije glasbe, če vzamem samo par teh naslovov, pravzaprav še danes pri Studiah Humanitatis ni razprodan. Kar pomeni, da se v Sloveniji, kar se tiče razmisleka o muziki, pravzaprav, da se razmisleka o muziki, ki ni zgolj poslušanje, absolviranje sprotnih novinarskih poročil, branja intervjujev, pravzaprav piše precej slabo. V Sloveniji se teorijo ali kaj drugega bere slabo. Na srečo je Miles Davis bil razprodan, kjer nam je Jure Potokar pravzaprav reševal zadevo prevoda besede motherfucker, ne, ki je pri Milesu Davisu v njegovi angleški izdaji pravzaprav v vsakem drugem stavku. Ne. Skratka, Jure to mislim, da glavnem pizdun prevajal. Ne. Skratka, to je pravzaprav ena redkih reči, ki je bila razprodana, seveda ob Amletijevi knjigi. Čeprav sem zadnjič v antikvariatu Amletijevo knjigo zasledil. Tako da, to je situacija. To, zakaj pa ni tega zanimanja, je pa posebno vprašanje, nimam pa odgovora. Mislim, se ga niti ne upam. Miha, morda še ti kaj na to temo, pa morda še to, kar nekaj, pa je vendarle bilo objavljeno po revijah. Zdi se mi, da se je spremljal jazz revijalno. Revijalno, predvsej v reviji Glasbene mladine že, ne, skozi 70. leta. Seveda pa ni za odmet, če vidimo to prevlado recimo radijskih oddaj nad knjižnimi izdajami, ne bomo rekli toliko nad pisanjem, je pa seveda sproti tako na Radiu Ljubljana takrat pri Skaletu v določeni meri manj, ampak na Radiu Študent je pa zagotovo bilo, da so sproti bile v Rožah za Alberta in tako naprej v oddajah seveda reči steoretizirane. In jaz se spomnim, mimogrede pri Petru Amaljetiju, da sem zašel na nek sestanek, po mojem je bil to celo še marksističen center, ki je imel neko razpravo o bodočih izdajah, kaj naj bi. Iz tega se ni nič zgodilo, je pa treba seveda dodati, to je zgodba nekje z konca 80-ih, da je kasneje pa izdal Peter Amaljeti še svojo zbirko intervjujev, Zgodbe ob kaminu, tako da to je treba še pridodati. Ni teoretski prispevek, so pa intervjuje, iz katerih lahko seveda veliko potegnemo. Tukaj bi jaz nekaj dodal in zdaj le bom malo zloben. Moja izkušnja z glasbeniki, ki so inovativni, kreativni glasbeniki, ki so naredili določen preboj, zlasti tujimi, je ta, da so izjemno načitani ljudje. Izjemno razgledani ljudje, ne samo na področju umetnosti, sploh glasbe in posebej glasbene teorije, marveč nasploh svetovljani. Zdaj pa zlobno. Dvomim, da so slovenski džezovski glasbeniki v toliki meri čitali, brali, razširjali obzorja, če uporabim ime vdaje, naslov vdaje Radia Študent Star, kot so tuji glasbeniki. In to je zgolj stvar za razmislek, ali se to morda odraža tudi v njihovem muziciranju. Ja, pravzaprav si mi položil, da tako rečem, tretje vprašanje direktno v usta. Namreč zdi se, da pač poslušanje in seveda spremljanje koncertov je tisto bistveno, kar je pomembno za jazz. Ampak ali lahko pravzaprav jazz razumemo samo s poslušanjem, ali treba tudi brati, razmišljati o njemu? Bodimo kar direktni. Ne? Mi smo se z jazzom vsi, kot z vsako muziko, srečali zato, ker je medijsko posredovana forma in je posneta glasbena forma. Najprej s posnetkom. Skratka, z nečim, kar je posredovano.
srečanje s tonskim posnetkom je ključno. Tudi če gledamo v zgodovino jazza, zdaj grem kar Hausamo že, je ključno to, da je Evropa dobila najprej jazz v obliki, predvsem v obliki posnete glasbe, kar še ne pomeni, da ni bilo drugih sredstev razširjanja. Ne? To je prva reč. Privilegij Američanov, ki pa ni bil tako dolgotrajen, kot bi si marsikdo mislil, če dobro berete Hobsomovo knjigo in vseh, ki so ga nadaljevali, je bil ta, da so se z jazzom hkrati lahko srečali tudi na koncertu, v živo. Kar pomeni, da so videli, kako glasbenik stoji, katere inštrumente uporablja, način drže. Na nek način so znali skozi performance semiotično brati in razlagati jazz kot pomenotvorno prakso, ne? Če sem malo sociološki. To je bila razlika. To pa še ne pomeni, da glasbena imaginacija poslušalstva v Evropi ni bila dovolj velika, da ne bi tega zagrbila na povsem druge načine. In če je kaj, mislim, da je to odlika Hobsomove knjige, ki na to opozarja, in to leta 1959. Z drugimi besedami, jazz se najprej posluša kot posneto formo, potem se ga spremlja, potem se bere o njem, navsezadnje se zelo zgodaj oblikujejo prave fenovske jazzovske skupnosti. In zdaj bom pa šel kar k Hobsbomu in tistim, ki so ga poslušali, ki so ga nadaljevali, njegove študije poglabljali. Vsak bo rekel, in tukaj so že poprave novih študijev jazza, vsak bo rekel, da je jazz, seveda zibka jazza, da so ZDA. Ne samo to, imajo še poseben kraj, to je New Orleans. Ne? Nove jazzovske študije seveda so pokazale, da razvoj tega, kar imenujemo dansko jazz, seveda so veliko bolj točkovite že v samih ZDA in da se vse pač ni začelo v New Orleansu. To je prvo. In da je recimo, bi rekel, interakcija med pisano, komponirano formo in prakso pravzaprav in točkasto geografsko razpredenost mnogo večja. Če pogledamo pa fenovske skupnosti, ki so razpravljale, novinarile, če hočete, ne? Ker je novinar, tisti pisec o jazzu je prvi, ki oblikuje skupnost in tisti, ki je javni okuševalc, je pa tukaj Evropa absolutno imela prednost pred ZDA. Prvi jazzovski klubi poslušalcev, ki so objavljali svoje časnike, revije, so nastali v Evropi pred ZDA. Ne? Že hot clubs, recimo v Franciji, imajo v svojem vrhuncu na začetku 30 let, ko je jazz ali swing, rečemo, komercialna forma in se v njej na tak način v Ameriki ne piše, pravzaprav svoje žgoče oboževalce in seveda svoje žgoče fene in tiste, ki so javni okuševalci, ki predpisujejo, kaj poslušati v jazzu. Hot Club de France, na primer, je imel na začetku 30 let 5000 članov. 5000 članov, ki so bili izobraženski. Kaj se je najbolj v zvezi z jazzom, če gledamo zgodovino, to je Hobsomova zasluga po moje. Tega drugi niso na ta način izpostavljali. Je, kako hitro se je to širilo. Ne samo prek gostovanj ameriških glasbenikov. Širilo se je bliskovito prek plošč ali pa prek notnih zapisov, poročil, kako hitro so v vsakem miljeju jazz kot že globalno formo začeli udomačevati in posvajati določenem miljeju. Celo Miljutin na Gode v Sloveniji, na katerega je upravičeno Peter Maleti opozoril, pravzaprav je imel prvi jazz band na način benda, ki je inkorporiral določene sestavine jazza in mu lahko rečemo v tem pogledu jazz band. Skratka, v Angliji so ga takoj posvojili plesni bendi. Skratka, je bil jazz glasba za ples. Najprej izrazito v meščanskih plesnih dvoranah, z bendi za meščanske plesne dvorane do konca Prve svetovne vojne, namreč prej delavskemu razredu ni bilo dovoljeno plesati v tem dvoranah. Recimo, to so te momenti, ki jih Hobson izpostavlja. V Franciji je pa vsem drug model spet prisvajanja jazza. Je model, ki je veliko bolj izobraženski, veliko bolj dandijevski, hkrati pa oblikuje prvega fena.
Imate revije, ki izhajajo že konec 20 let. Imate ključne osebnosti, ki v jazzu že pišejo in seveda nekaj kot hot jazz definirajo, ki je seveda črnski jazz. Imate že takoj ideologijo jazza, črnski proti belemu, napisan proti nenapisanu. Skratka, Evropa na nek način je dobavljala diskurs, ki ga Amerika posvoji šele konec 30 let. To je paradoks. Je kao forma, ki je ameriška, izrazito postane globalna in se udomačuje po Evropi, po Evropi, po vseh koncih, ključno za Slovenijo, Trstom in deloma Ljubljano, do veselih beračev pred vojno, ne? Potem pa pravzaprav vse to nazaj pluskne v ZDA, ki relativno pozno pravzaprav ustanovijo svojo prvo pravo revijo, to je Downbeat. Če pozorno beremo Hobsbawma, zdaj to je bilo že nastavljeno, tako rekoč, za to zapažanje, kako je ves čas blago ironičen do Anglije. Ne? Na več mestih, 5 do 10, na lepem reče, pri evropski distribuciji, v Franciji bi reagirali ob tem pojavu, ob tem problemu, ob tej pojavnosti tega ali onega muzičista ali benda tako, v Angliji so šle pa zadeve tako. Tako da imamo to vrstno primerjavo in seveda hvalevredno je tudi, da na določenih mestih obdela tudi Nemčijo status, kako se je jazzu godilo ves čas druge svetovne vojne in ima seveda tudi nastavke razširitve potem na vzhod za železno zaveso, tako da se precej omenja tudi Poljska, precej tudi Češko-Slovaška in Sovjetska zveza v določenih segmentih, kako so zadeve prodirale po drugi svetovni vojni in imele pač svojo recepcijo. Ja, zanimivo je, da Hobsbawm pravi, da kogar zanimata družba in umetnost 20. stoletja, tega mora zanimati tudi jazz. Pravzaprav, kaj Hobsbawm opazuje skozi jazz? Kakšno družbeno dogajanje? Ičo. Najprej nekaj povejmo. Eric Hobsbawm je to knjigo napisal leta 1959, če ne veste, pod psevdonimom Francis Newton. Pod psevdonimom Francis Newton je objavljal od 50 let naprej tekste o jazzu, tudi recenzije koncertov ali plošč v revijah, ki so bile politične revije in hkrati izrazito levičarsko usmerjene revije. New Statesman, The Nation in še druge. To je prvo. Sam, če boste brali njegovo avtobiografijo, ne, to pravzaprav pojasnjuje na ta način, da je želel striktno ločevati med recimo svojim akademskim poklicom socialnega zgodovinarja dolgega 19. stoletja in seveda tem, kjer deluje kot jazz fan, skratka profesionalni okuševalec in tematizator jazzovskih godb. To je prvo. Zdaj, lepo pri celi zadevi je, Hobsbawm seveda veste, da je bil marksist, lepo pri celi zadevi je, da po čem je ta psevdonim, ne? Francis Newton. Frankie Newton je bil trobentač, črnski trobentač, med drugim nekajkratni spremljevalec skupin Billie Holiday, pevke Billie Holiday, in je bil eden redkih črnskih glasbenikov, ki je bil član komunistične partije Združenih držav Amerike. Od toliko psevdonim Francis Newton, ki ga je prevzel Eric Hobsbawm. Hkrati, ko sem omenil oboje, ko začenja o socialnih gibanjih, ki niso zgolj delavska, mimogrede, govoriti in pisati kot socialni zgodovinar, lahko omenimo, da leta 1959 izideta dve deli. Prvo je njegovo prodorno delo o družbenih gibanjih na drugačen način v knjigi Bandits, ki jo imamo v slovenskem prevodu kot Razbojniki, ne? Od Robina Hooda pa do Salvatoreja Giuliana, skoraj do mafijskih poslov v Siciliji. Na drugi strani imamo pa jazz bande, ne? Zdaj imamo pa jazz sceno, jazz scene, ne, kot jo imenuje. To je nekaj. Drugo, kar je, če se navezam na tvoje vprašanje, kaj Hobsbawma pravzaprav zanima pri celi zadevi, je seveda to, da je jazz zanj globalna kulturna forma, ki ima izrazit demokratičen potencial glede na prakso in on se posveča praksi, ne pa velikim imenom, kar je jazzovsko novinarstvo delalo, in analizira prakso v konkretnem družbenem kontekstu. In to počne
naravnost briljantno. To je prva reč, ki jo je treba opozoriti v zvezi s tem, in druga je, da jazz, in to je prvo vprašanje, ki ga vedno postavlja, oziroma vedno, ko govorimo o jazzu, kot o vsaki zvrsti popularne godbe, seveda moramo takoj začeti, on reče, s poslom, ne, in tehnologijo. Skratka, posveča se glasbenemu poslu, tukaj imamo izjemno dobre informatorje, vključujoč Johna Hammonda, ki je bil promotor v ZDA, pa nekateri evropski promotorji, razume posel in delokrog, razume glasbeni trg, ki se ustvari za popularno godbo, vključno z jazzom. Drugo pa je, seveda, da je to neločljivo povezano s tehnologijo oziroma množičnimi mediji. In ključna poanta pri Hobsbamu ves čas je, da jazza pravzaprav ne bi bilo mimo radija, kjer se je z njim skoraj oblikoval, in brez gramofonske plošče, brez tonskega zapisa. Skratka, na nek način je Hobsbawm zgodovinar popularne godbe in jazz tematizira ves čas v odnosu do nje, ima zelo ambivalenten odnos. Sam bom pa to popravil s Simonom Freethom, ki je kot velik sociolog glasbe in popularne godbe nasploh pred leti načel temo zlasti v krogih proučevalcev popularne godbe, od ragtima do hip-hopa, do elektronskih plesnih oblik, ko je zastavil javno vprašanje, ali je jazz popularna godba. In Freethov odgovor, ki se nanaša na Hobsbawma v marsičem, je seveda nepreklicno je. To je pa en pomemben element, še posebej v primerjavi z tipičnimi ameriškimi obravnavami jazza, ki jih je treba seveda v njihovem političnem in kulturnem kontekstu razumeti, ko se borijo za priznanje jazza kot posebne umetnosti in bodo govorili, da je jazz zgolj art music. Ta Hobsbawmov obrat, ki ga ves čas stavlja, je, in recimo Freethovo vprašanje, mislim, da je tukaj zelo ključno. Hkrati pa bo potem ravno skozi načine recepcije jazza pravzaprav Hobsbawm kot dober socialni zgodovinar pravzaprav pripeljal noter točno tisto, o čemer je Miha govoril. Še nekaj dodam. Hobsbawm je seveda tudi avtor ne samo knjig o zgodovini kapitalizma, zlasti dolgega 19. stoletja, pa kratkega stoletja 20. kot je rekel. Je med drugim tudi izjemno tenkočuten in oster pisec recimo o zgodovinskih avantgardah, kar se pozablja, in je pravzaprav avtor knjige o vzponu in padcu, zasluženem padcu zgodovinskih evropskih avantgard. Ko se vpraša, kaj so avantgardisti svojega časa, recimo leta 1927, pravzaprav priznali kot edini kulturni formi, ki sta prišli iz Amerike, recimo na evropskih tleh, je odgovor kot na dlani. Zelo podoben Benjaminu, samo da Benjamin jazza ni poslušal. Ne, toliko, ne? Kaj Hobsbawm bo rekel, jazz in film. K čemur bi veljalo dodati še njegovo poznavanje banditizma, se pravi, da je poleg vsega tega, kar je bilo zdaj na dlani socialnih revolucij, delavskega tipa, nedelavskega tipa, da ima izjemen posluh tudi za bande, takšne in drugačne, in da seveda skozi to podstat lahko pride zelo daleč, kar je opisano v tisti knjigi, kjer je pa treba dodati, da je v bistvu zanimivo življenje, se pravi njegova avtobiografija, kot neko nadaljevanje zgodovine 20. stoletja z nekimi drugačnimi sredstvi, kjer je treba pa poudariti zlasti dva momenta, kjer se Hobsbawm razpiše, kako brez skupnosti, brez scene, kot član komunistične partije ne bi mogel gostovati v Združenih državah Amerike, kakšna je bila pomoč te skupnosti, teh njegovih ljudi, te scene. Pri sceni je seveda treba dodati, da nam danes zaradi klubske scene, alternativne scene in podobnih reči zveni zelo domače. Ko je bilo to napisano leta 1959, smo bolj ali manj poznali samo dve sceni. Iz začetka 30-ih iz Amerike poetry scene in potem iz začetka 50-ih bitniško scene. To je bila ta tretja, to je ta tretji udarc. Če greste pogledati v resne angleške slovarje pred začetkom 30-ih let, ta raba scene nikakor ni bila okoli. Tako da to je to,
to njegovo življenje, ki sega skozi jazz, skozi prvo srečanje z jazzom, s ploščami na začetku 30 let in ki dobi še en pendan v tej avtobiografiji, namreč celoten uvod v to avtobiografijo je esej zase, kjer piše o svojem načinu pisanja. Piše, da goji tisto angleško akademsko tradicijo, ki izhaja od Charlesa Darwina naprej, kjer se ljudje tudi na velikih univerzah in kolegijih učijo pisati tisto, čemur bi mi rekli poljudno znanstven način. Ne? In dejansko je v najboljših tezah, v najbolj humornih dialektičnih obratih Hobsbawm vedno razumljiv, vedno se ga da brati, vedno se da slediti te njegovi temu njegovemu uvidu v to sceno, ki mu je toliko pomagala. Zdaj dodal bi še, da pri samem branju, kar je bilo že delno namignjeno, če je človek koncertni organizator, če se srečuje z muzičisti svojega časa, mu seveda bolj kot hagiografije, bolj kot to, kar se je dogajalo posamičnim muzičistom, muzičistkam, s kom so vse igrali in tako dalje in tako naprej, seveda zelo pomaga in so najbolj dragoceni ravno tisti momenti, ki zadevajo skupnost kot poslušalsko skupnost in pa seveda posel. Nekje na eni točki Hobsbawm pravi škoda, ker statistika ni tako dobra, ampak vseeno ima dovolj nazornih številk, kar zadeva prodajo plošč, kar zadeva obisk, kar zadeva kupovanje strokovnega časopisja, zasedbo poslušalstva in samo sklepanje posla, tako da že pri razmišljanju o honorarjih, o tovrstnih zadevah, ki jim pravimo biznis, ki so pač del miselnosti glasbene industrije, je še kako hvaležno ravno to poglavje o poslu, kjer si lahko precej pomagamo in kjer teh 60 let distance ne pomaga nič, ker gre bolj ali manj za ene in iste reči. Osnovno obnašanje do gostov, plačilo, kdaj je to plačilo izvršeno, vpogled v to, kako se to plačilo po zasedbi deli in primerjava, kako je s tem v bližnjih državah, v soseščini, kako je v državah, ki imajo daljšo džezovsko tradicijo v recepciji, kako je v tistih, ki imajo manjšo in ki šele recimo zadnjih 20-30 let prihajajo do tiste točke, da lahko govorimo o množičnem obisku džezovskih koncertov. Ja, omenil si glasbenike. Zanimivo je namreč to, da Erik Hobsbawm dela tudi določene analize glasbenikov in mogoče za tiste, ki te knjige ne poznajo, se zdijo te analize precej lucidne in mogoče celo presenetljive. Recimo Miles Davis je zanj zelo povprečen glasbenik, ki mu primanjkuje kozmične dimenzije. Recimo zelo izpostavi Dukea Ellingtona, zanj je to eden najbolj celovitih glasbenikov, potem zelo ga impresionira Ornette Coleman in tako naprej. Kakšni so ti njegovi pogledi na te jazz glasbenike, Ičo? To so zgolj bergle. Če jih beremo skozi njegovo knjigo, zgolj bergle, ki jih rabi pri obravnavi. O njih je več govoril v posameznih člankih, kot v sami knjigi, če smo čisto pošteni. Namreč po natisu in novem predgovoru je enkrat napisal, in to je vsa umetnost te knjige, zakaj mi je prav všeč, da jo je Miha ven potegnil. Zakaj? Povod je bil to, da so na Hrvaškem izdali prevod Hobsbawma pred 2 letoma in pol. Kot so tudi Beneath the Underdog, avtobiografijo Charlesa Mingus'a izdali ravno pred 1 letom, toliko v zvezi s tem. V Srbiji še malo prej, že 10 let. Catch je v tem, da Hobsbawm samo opozarja, da se njegova knjiga, mi govorimo, ko je pisal nove predgovore, zadnja razširjena izdaja iz 93. leta, da se bere pravzaprav knjiga kot zapršeni telefonski imenik. Skratka, če boste iskali modrosti o glasbenikih, ki jih imate radi, ste se krepko zmotili. Sam prijem sociologa glasbe, v tem primeru socialnega zgodovinarja, je tisti, ki šteje tukaj noter.
tukaj bi v bistvu se odmaknil tvojega vprašanja. Čeprav so njegove iskrive analize zelo dobre. To se mi zdi zelo ključna reč. Ne pozabite pa še nekaj. Knjiga je šla leta 1959, takoj doživela prevode v italijanščini, francoščini, zelo zgodaj, v češčini mimogrede zelo zgodaj. Celo grščina pride. Grščini, italijanščini, ne? Japonščini. Ja. In ključno je pa še nekaj drugega. Knjiga je izšla, ko sem omenil francoščino, leta 1966 v francoskem prevodu. Zanimivo, kdo jo je izdal, oziroma v kateri zbirki. Išla je v zbirki, ki jo je urejal metr analovske zgodovine Fernand Braudel. Toliko o povezavah ali prelomih med francoskim novim zgodovinopisjem in seveda zgodovinopisjem historičnih materialistov, kot so bili sloviti britanski zgodovinopisti od Hobsbawma do E.P. Thompsona in tako naprej. To je ena ključna reč. Naslednja reč, ki jo je treba zvezi s tem poudariti, je, da Hobsbawm, in tukaj bom pravzaprav povzel nekaj iz nekega drugega teksta o jazzu njegovega. Še enkrat poudarjam, da je treba to vedno znova poudariti. Pravi, vsaka razprava o glasbi, tudi o jazzu ali katerikoli kulturni formi se mora začeti, kakor vse socialno-zgodovinske analize družbe v sodobnem kapitalizmu. Tisto, kar sem prej omenil, tehnologijo poslom, in pol, če se navežem, on pravi, v našem primeru s poslom, ki zapolnjuje ključno prosti čas, preživljanje dolgcajta, če hočete, in zabavo naraščajoče urbane množice nižjih in srednjih družbenih slojev oziroma razredov, torej ne samo tistih, ki veljajo za kulturno distinktivne in ki poslušajo visoko glasbeno umetnost, ponovadi prihranjajo za buržoazijo ali pa odklone bivše odpadke aristokracije ali pa recimo samo izobražence. To je ključen poudarek. Še en o razširitvi, tukaj bi rad dal, odmikam se od tvojega vprašanja na laž, ker je jazz in kot tak, mislim, da je treba analizirati katerokoli popularno globalizirajočo kulturno obliko. Jazz je bil, pravi, ena od vrst novih kulturnih in umetniških form, ki so išle iz plebejskega, v glavnem urbanega miljeja zahodne industrijske družbe. Največkrat iz posebnih lumpen proletarskih okolij, zabaviščnih četrti mest s svojimi specifičnimi subkulturami, moškimi in ženskimi stereotipi, običaji in predvsem glasbo. To so koordinate, v katerih se giblje in kjer on pravzaprav analizira. Tukaj je posamična analiza glasbenika, slejko prej žurnalističen donesek oziroma omemba in zgolj prispeva k splošnemu podjetju načina sociologije glasbe. Mimogrede, Braudelova skupina je njegov jazz scene prevedla v francoščini direktno, kakor je tudi treba, sociologija jazza. Kar tudi Simon Fried Paul pravi, če boste prebrali v Zvočnih učinkih, pravi, da je to ena najimenitnejših sociologij glasb, kakor jih je prebral do tedaj. In jaz se s tem strinjam. To jazz scene je treba brati kot glasbeno-sociološko razpravo. Ja, ker ima elemente družbe, ima elemente ekonomije noter, zgodovine tudi, če se spomnimo teh prehodov tega dolgega 19. stoletja, ko Hobsbawm razlaga lažje preživljanje črnske populacije pod katolicizmom, razkroj viktorijanstva, vse te pomene, ki jih v bistvu on pelje od drugot, ampak jaz se bom pa vsem malo vrnil k Milesu Davisu. Po drugi strani, čeprav zatrdi, da ima omejeno tehniko, celo tako ga označi, pa v nekem drugem pasusu beremo odlomek iz intervjuja, mislim, da je za Melody Maker, Miles Davis, Melody Maker, kasneje je v glavi bolj kot rockish, kot pop magazin, takrat še zelo globoko tudi v jazzovskih vodah, kjer se Miles Davis razgovori in pravzaprav razveseli spričo vprašanja, zakaj on blues ne igra kot tradicionalno blues formo, ampak na način balade, kot se jo loteva popularna glasba. In če smo tam pozorni, iz tega potem Hobsbawm lahko spelje čudovito teorijo o prehodu od ljudske urbane glasbe do popularne glasbe in mu seveda Miles Davis in njegova izjava še kako koristi.
No, omenil si Duka Ellingtona, tukaj moramo, to je pa ključna reč. Hobsbawm ga s prijateljem vidi na komercialnem plesnem koncertu 1933. leta, skratka Duka Ellingtona z njegovim orkestrom. In če bo kaj napisal, bo ravno v zvezi z Dukom Ellingtonom napisal, zanalaz sem si sprintal te stvari, da ne bi kaj zimproviziral. Kdaj lahko reče, da je jazz zanj demokratična umetnost? Kdaj lahko Hobsbawm reče, da je jazz alternativna umetnost, zato ker v njem skupina sodeluje in tekmuje in zanj ostaja skupinsko ustvarjanje? Tedaj, ko analizira Duka Ellingtona. Ne? To je njegov najljubši, če ne zanj največji jazzar, pa tudi najljubši jazzar, recimo Anthonyja Colemana, ne samo jazzar, ampak en največjih skladateljev 20. stoletja, ne, za Anthonyja Colemana. Ne. In to dela mimogrede tudi v polemiki za tipičnim genealoškim jazzovskim pisanjem, recimo zgodovinarja, kot je James Lincoln Collier. Ne. Na kaj opozarja temeljno dejstvo? Zdaj pa berem. Pravi, Duke Ellington ni bil šolan glasbenik. Ni znal perfektno čitati not, ne komponirati v klasičnem smislu. Ni bil klavirski virtuoz, bil je soliden pianist. Tudi ni bil pretirano discipliniran. To, kar je dosegal, in nedvomno je njegova godba nekaj najboljšega med vsemi ameriškimi glasbami, je lahko dosegal le kot jazzovski muzikant. Znotraj specifične, socialno-senzibilne glasbene prakse, v kateri je svojim glasbenikom puščal ogromno prostora in svobode. Skratka, Duke Ellington na ta način lahko snima plošče in usvoji 3-minutno plesno formo tudi na fonografu. Ni treba simfonij oziroma velikih, širokih del zgolj Ellingtona poslušati. Ellington je tisti, ki je z orkestrom, da to je moj dodatek, zapopadel 3-minutno komercialno formo pop komada. Tako kot pred njim Jelly Roll Morton. To, da naredite v 3 minutah komad in vam svetujem, da greste poslušati Ellingtona z konca 20 let, tja do recimo Jimmyja Blantona, ki bo njegov basist, tja tam 38-41. Vidite, kaj je jazz kot komercialna umetnost in kje je Ellington pravzaprav tisti, ki dovrši to reč. Z dodatkom, ki je pa zelo ključen. Kritiški diskurs se je ravno ob Ellingtonu, ne tako Bramstonku, izoblikoval. Najprej so govorili, to je pa to je pa način, kako se kritiški diskurs formira tukaj, deloma naseda, deloma ne. Hobsbawm namreč najprej so pisali o črnskih glasbenikih kot ljudskih umetnikih. Skratka, nekaj, kar je izhajalo iz črnskega zatiranega ljudstva, ker je jazz ves čas glasba manjšine in to ostaja in tako naprej. Potem je prodor v jazz kot komercialno umetnost. Potem je pa treba počasi popularno umetnost. Potem je pa treba jazz počasi na višjo stopnico pripeljati, skratka ga pripeljati v čisto glasbeno umetnost in tedaj začnejo z diskurzom, pravzaprav kritiki, ki je zelo značilen za evropske glasbene pisce o panevropski umetni glasbi skladateljev. Skratka, tukaj se jaz s Hobsbawmom ne strinjam in sem fritovc. O folk urbani glasbi in teh rečeh. Ne, jazz je ves čas že popularna godba. Popularna godba je na ta način, da je bil ves čas že posredovan, da je bil oralen skozi tehnologijo in je zato aktualen tudi danes, ko se Twitter uporablja ali pa druga sredstva. Zato se mi zdi, tukaj je nasedel na bi rekel, na to genealogijo tipično od ljudske glasbe do komercialne glasbe, do povzdignjene končno do najvišje umetnosti. To je evropski krep, panevropski krep, ki so ga Američani posvojili, da so lahko jazz pripeljali noter kasneje v National Endowments for the Arts, skratka, da so lahko dobivali sredstva kot za jazzovsko umetnost, kar seveda s pridom izkoriščajo vsi glasbeni umetniki, tudi jazzovski, tukaj umetnika mislim bolj kot rokodelca, znalca, maga, vse skupaj, če hočete, ne kot umetnika v evropskem pomenu, tradicionalnem. In tukaj mislim, da je ves čas že popularna umetnost. In tukaj še ena dodatna, če je kdo zares priskrbel
alibi, da je jazz popularna umetnost, je to nekdo, ki ga Eric Hausen seveda nikakor ni maral med tistimi, ki so mislili muziko 20. stoletja. In to je namreč Theodor Adorno skozi svoje številne tirade proti jazzu. Ravno zato, ker ga ves čas ustavlja v pokvarjeno, postvarelo, pseudoindividualistično formo, skratka ga Adorno kot popularno godbeno formo inštalira in ustoliči. Ja, na tej točki, ko nastaja zmeda med folkiš in popularno glasbo, pa je mogoče treba dodati še eno knjigo na tale kup, ne, nimam jo sabo, ne govori izrazito o jazzu, sploh ne, čeprav se pa veliko ukvarja z podobnimi problemi. Folk ne kot glasbena forma oziroma glasbeni slog, ne kot nek žanr, in popularna glasba, to je zadeva iz sfere Rock in Opposition Chrisa Cutlerja, ki izide konca 80. let in ki se ukvarja pa točno s tem problemom folka in popularne glasbe. Ves čas, zelo konkretno tudi Sun Ra Orchestra, seveda z Residents. Tisti odgovor, kjer pa Hobsbawm ugotavlja, da je rock publika pobrala tisto sfero popularnosti na neki točki, o tistem momentu govori med letom 61 in 64 v drugem predgovoru, o tem strašnem upadu džeza, ki se potem popravi s free jazzom in tako dalje in tako naprej. Mu pa Chris Cutler zelo pomaga, ko govori o britanski popularni glasbi, o angleški popularni glasbi od druge svetovne vojne do Rock in Opposition in kjer izrazito opozarja na popolnoma drugačno recepcijo rock'n'rolla v Angliji, kot je bila v Ameriki in kjer najde v izvajalcih ne samo Skipla, ki ga uporablja tudi Hobsbawm, pač pa tja proti letu 66, 67, zelo močen črni rudiment, ki ga v Ameriki v določenih mladinskih krogih takrat seveda ni bilo, je bil že odrezan. Cutler ga takrat lepo vleče na plano in pomaga v bistvu pri tej razrešitvi folka in popularne glasbe. Samo Cutler rabi ljudstvo kot novi levičar. Rabi in dodaja točno tisto, kar pri poslu, pri glasbenikih, pri sceni tukaj umanjka. Zelo izrazito govori seveda o studiju in o dostopu do produkcijskih sredstev. Ne? To je res. Nekaj se spomnimo. 59-letnica, ko The Jazz Scene izide. Ne? In sem se spomnil 59. leta, ko je jazz, to bi si mislil na vrhuncu, ko doživlja svoje najvišje naklade, spomnimo se. Kaj je šlo? Kateri uspešni albumi, ki so bili komercialne uspešnice? Kind of Blue, Miles Davis. Giant Steps, John Coltrane. Ornette Coleman, to ni bila glavna uspešnica, je bila pa zoprnija, ki je padla med muskontarje. The Shape of Jazz to Come. Ahum, Charles Mingus. In seveda ena največjih uspešnic ob Milesu Davisu, Time Out Dava Brabeka. Kar pomeni, konc 50-ih let je tako rekoč vrhunci, eno v bistvu najbolj zanimivo obdobje znotraj jazza, ko imate prihajajočo bando, ki razbija, imate Mingusa, Coltrana, še ne ravno Colemana, imate Milesa, imate Dava Brabeka, imate pravzaprav popolni razmah že jazzovskega izobraževanja v ameriškem šolstvu. Skratka, imate jazz jamboree in imate Moldy Fix, imate revivaliste, ki prisegajo na revival New Orleansa od 40 let naprej. En izmed njih je bil mimogrede začetnik Orson Welles, kar je zelo zanimivo. Ne? Orson Welles ni toliko poslušal Charlieja Parkera narobe. On je hotel v zibko nazaj, k ljudstvu, k ljudski glasbi. Skratka, to je ena reč. Tle pa mislim, da absolutno je ena velikih pomanjkljivosti, ki se je kasneje zavedal, Hobsbawm. Absolutno krivi za to rock'n'roll mladež in to preproščino in to naredi na isti način, kot Clint Eastwood naredi v svoji biografiji Birda.
torej v svoji filmani biografiji. Skratka, rock and roll, ta sveta preproščina je kriva za to, da je jazzovska muzika, ta ameriška umetnost, karkoli že, tako silovito komercialno padla. Mislim, da to ne bo povsem čisto držalo. Ne? Skratka, imate absolutni, tukaj Hobsbawm oziroma Francis Newton reagira kot absolutni jazzovski fan, ki bo krivil sveto rock and rollersko preproščino za vso gorje tega sveta, skratka, za to, da Miles Davis naenkrat ne proda več 1,5 milijona plošč, ampak jih proda samo še 50,000. Ne, skratka, to je ena reč. Drugo, kar je, tudi Hobsbawm, če boste knjigo brali, zapadel določenim tipom genealogije. Skratka, proba formo analizirati in je dosti dober, pa seveda takrat nimamo dovolj informacij, če boste brali, še boste ugotovili, recimo, da je zanga blues, črnski blues, predhodnica tega, kar je jazz. Kar je absolutni failer. Blues je absolutno samostojna popularna godbena zvrst z svojimi katalogi, kjer se nekje je pa, da je bluesovska forma in struktura občutenja se prenašala ves čas v ble. Tukaj je, mislim, da je Hobsbawm krepko falil. Ima še nekaj teh failerjev, ampak ta z rock and rollom genealogijo, ki posnema te danje vire, je zelo zastarela. Ne? Pa ta, da se bere kot zastareli imenik. Ne? Konec koncev se že recimo razprava zvočni učinki Simona Freetha danes bere kot zastarel imenik. Ampak če jo pa berete konceptualno, način, kako se nekdo spoprijema z problemi glasbe v družbi, smo pa čisto na drugem koncu. Zdaj, nekako Ičo že odgovoril na moje vprašanje, kaj je pravzaprav pomembno in kaj je bilo vama všeč pri tej knjigi, pa bi morda še ti, Miha, na kratko povedal, kaj pa tebe tisto, kar te moti in kaj ti je dobro pri tej knjigi. Način pisanja mi je vsekakor blizu sam slog, ne, kot je bilo že poudarjeno, bolj kot te hagiografije in to se strinjam, zato sem tudi Cutlerja pritegnil na pomoč pri rock and rollu in pri teh zadevah, se pravi novolevičarski odgovor. Zelo je močan za 20. in 30. leta, izjemno močan, tisti, kar on imenuje prehod v popularno glasbo, plesne forme in te reči, in pa seveda ta pripravljenost zgodovinarja, ta osuplost socialnega zgodovinarja, da tisto, za kar je evropska umetna glasba rabila od Monteverdija do Berga, se pravi 350 let, da se je to tam zgodilo v nekaj desetletjih. Kot on pravi, sam nastavek od Jellyja Roll Mortona do Charlesa Mingusa mine nekaj desetletij za zelo hude preskoke, ki jih za popade, ki jih ugotovi in kot že rečeno, kritika angleške scene je vsekakor dobrodošla in podatki. Še enkrat, kot rečeno, številke, ekonomija, prodaja, upadi, razkoli, revival takšen in drugačen, kaj se zgodi, zakaj iz njegove generacije tudi ljudje na lepem poslušajo New Orleans še enkrat, on pa sledi novim zadevam. Tovrstna zapažanja so močna in seveda najmočnejši zapisi o Duku Ellingtonu. Tudi v knjigi, ki je, mislim, da jo imajo Vodnikovi tudi na prodaj, hrvaška izdaja prinaša kar nekaj esejev tudi iz New York Review of Books, med drugim krasen esej najzvitejši med lisjaki o Duku Ellingtonu, kjer je pa izrazito doma, kjer razume, zakaj gre, kjer razume, kaj je izvedba, kaj je zapis, zakaj se Ellington ne ukvarja z zapisom toliko kot s takšno in drugačno izvedbo, ki je odvisna od špilavcev, od okoliščin, od priložnosti in od tistega, kar se dogaja v tem ali onem momentu. To in pa mogoče Count Basie, tam je tudi močan. Ne pozabimo, da je recimo, če bil prej omenjen mislec in praktik, Anthony Braxton celo omenja prakso in mišljenje muzike njegove generacije, do Zorna in ostalih Ellingtonova paradigma. Skratka, skladatelj, ki brez glasbenikov izvajalcev ne preživi, brez kolektiva, s katerim dela. In to je nekaj, kar nekateri skušajo preseči. To je ena reč. Druga reč je pa ta, da še nekaj, da
recimo, kje je zanimiv, tudi če gremo k samemu jazzu, ne? Zanimiv je ravno v razkolu med jazzom, ki strga med dialogom, med avtonomnim jazzom, rečemo, in jazzom, ki je del popularne kulture. To je pa del širše popularne kulture in popularne godbe. Tam mislim, da je najbolj zanimiv. Ko del zlasti prelom z bebopom, swingom in tem obdobjem. Ne pozabite, ker sem prej omenil New Orleans. Začetek 40 let, konc 30 let, začetek 40 let, s tem, da ni toliko dokumentiran zaradi znanih razlogov, ker se pač ni snemalo plošč zaradi vojne, ne? Ker se ni rabil, pa še bojkota, karkoli že, vsega založnikov in upora sindikatov. Ključno je to, da se v jazzu zgodi prvi prelom, ki ga Hobson deloma zazna, pa ne tako kakšni drugi avtorji. Ne? Vi imate ob izrazito moderni, da ne rečem modernistični formi, kot je bebop in praksi, Charlieja Parkera, Gillespiea, Charlieja Christiana, Thelonious Monka poznaj, zgodnega Milesa, Kenya Clarka, bla, 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 ne? Maxa Roacha. Imate hkrati modernističen odziv na komercializacijo forme, ki jo je predstavljal swing, razprodajo, če hočete, ne? In hkrati, seveda imate tudi že odziv kontro, tudi znotraj kritiškega diskurza, pa tudi recimo bolj resnega pisanja, odziv, ki privilegira ob vsem tem, ob recimo skvarjeni, skorumpiranemu, dekadentnemu modernizmu, ne, in ob komercializaciji vračanje k koreninam. 3 ključne struje hkrati. Back, stran od komerciale, elitna, antielitnost, modernistična. V tem je jazz najbolj zanimiva glasbena forma in naredi nekaj, kar se znotraj popularne godbe in globaliziranih oblik obnavlja ves čas. Zato mislim, da tukaj Hobsbawm nima prav in imajo bolj prav tisti proučevalci godbe nasploh, sploh popularne godbe, ki bodo rekli, da je v popularni godbi pravzaprav ves čas ključna tenzija, dinamika med mainstreamom in avantgardnimi kontraslogi, ki se ves čas v času in prostoru reproducirajo. Ta tenzija se ves čas premika. Namesto diskurza ljudsko, popularno oziroma množično, umetno, mislim, da je boljše reči mainstream, avantgarda oziroma nekaj, kar se upira temu. Ja, zdaj pa nekako naš čas se izteka. Zdaj se bom z zadnjim vprašanjem pa nekako še odmaknil malo od te knjige od Hobsbawma in morda smo le na jazz festivalu Ljubljana in zdaj to zadnje vprašanje je nekako povezano tudi z nastopom slovenskih jazz glasbenic in slovenskih jazz glasbenikov. Zdi se namreč, da je naša jazz scena v vzponu, da se na njej precej dogaja, da je mednarodno uveljavljena in uspešna, ampak hkrati se pa zdi, da mnogo te glasbe ostaja nereflektirane. Kdaj bo, če že ne zgodovine slovenskega jazza, prišel nek zbornik, ki bo osvetlil, kaj se zdaj dogaja na slovenski jazz sceni. Nekaj podobnega smo pred kratkim dobili za tako imenovano sceno improvizirane glasbe, zbornik Na pol, ki je izšel pri zavodu Sploh. Kdaj lahko pa kaj podobnega pričakujemo tudi za jazz? Kaj vidva menite in kakšne so pobude z vajine strani? Dajmo se raje vprašati, zakaj je bilo lažje narediti zbornik, ki ga je izdal zavod Sploh in založba Lučerpa, proti temu, zakaj je težje pisati o jazzu. Nekateri avtorji, 2 sva tukaj, pa tamle so še določeni krivci, Primož je založnik, so založnik, ne? S tem nismo imeli nobenih problemov, ker smo vedeli, kaj počnemo. Če boste pa začeli šariti po jazzu, ne, v Sloveniji, boste pa sprožili tiste latentne jazzovske vojne, ki trajajo. S tem, da se je polje improvizirane godbe in eksperimentalne relativno osamosvojilo in da je postala samostojna formacija, je prispelo marsikaj. Med drugim tudi želja, da hoče svojo pozicijo misliti. Spet se vračam k temu. Me zanima, ali hoče slovenska jazzovska institucija svojo pozicijo misliti. Ne? Jaz priznam, da me mika delati
saj zgodovino jazz festivala v določenih, ne genealoško ali pa kronološko, ampak v določenih prelomih, vključno s tistim, ko ekipa Škuca uradno, ko prevzame v roke s programskim konceptom, ki je odobren znotraj samoupravnih mehanizmov leta 82, ko Zoran Pistotnik zapiše, da je ključen, ne, kar še danes podpišem, historično-materialistični odnos in tvoren odnos do preteklosti, recimo, ne, ki je znotraj določene glasbene forme. Ne. S tem se recimo slovenska džejovska scena ne bo mogla soočati, po moje. Je pa nekaj drugega res. Vi imate če greste na Kobis, da boste jazz v Sloveniji vtipkali kot geslo. Vsaj 15 do 25 diplom, pa še kakšnih drugih del na temo jazza, vključno z intervjuji, ali gre za zgolj glasbeno, formalno analizo in tako naprej. Marsikaj o tem se že piše. In se več ali manj na dodiplomskem, mogoče celo na študiju na prvem stopnju dogaja, ampak to, kar je seveda javna publikacija, ne, da bi pa se lotili tega, pa je pa mogoče to dobra pobuda. Mogoče bo pa Vodnikova domačija, pa tam je zavod sploh, pa Lučer pa poskrbel za to, da bi se tega lotili. Problem je v tem, kot pravim, jazzovske vojne v Sloveniji so latentne, še vedno. Ne pozabite, da imamo izjemno močno institucijo, ki je zaslužena institucija v marsičem, ki pa je določen gatekeeper ali pa guardian ali pa varuh jazza, in to je že od tega, ko je jazz priznana oblika v socializmu. Skratka, imate plesni orkester RTV Ljubljana oziroma Slovenija in vse okrog njega, vključno z radijskim programom, ki je ustoličen in ki mu ne moreš blizu. Razen tega, da ga ignoriraš in pelješ stvari po svoje. Ne, to je en izmed stalnih faktorjev, ki je zelo koristen, ki je v nekem trenutku imel izjemne vzpone kot orkester, v nekem trenutku je postal pa prav inertno glasbeno telo. To je en faktor so jazz festivali, kot neka stalnica, džejovsko pisanje, ki se tudi mimogrede ne splača in vzame ogromno časa. Tudi v tem je treba nekaj reči, da če že džejovski glasbeniki vsaj kaj zaslužijo na festivalih in koncertih poleti ali pa med zimo, ne, skratka, da infrastruktura je, pisci o tovrstnih glasbenih praksah pač od tega ne morejo živeti in nakloniti toliko časa, zato prihaja tudi do osipa pisanja o džejovski formi. Mimogrede. Miha, če s Ja, tvoje jaz strani. refleksije zlasti za novi jazz, za tiste iskalce, ki so blizu improvizacije v ožjem smislu in se tudi prekrivajo z njo, vidim kar dovolj. Ni pa nečesa celovitega, kot je za improvizacijo. Zdaj je trapasto reči v ožjem smislu besede, ampak za, bomo rekli, tudi ne idiomatske stvari, kot eni radi rečejo, dobro poskrbljeno. Ta razkol med iskalkami, iskalci in straight ahead jazzom, ne, je pa hud, ampak to ni samo pri nas tako, ne, in to je seveda tudi se zapaža na sceni, se v glavnem velja, ne bo nič bogokletnega, če rečemo, da tisti, ki igrajo novo muziko, tudi razmišljajo in tudi kaj preberejo. Tisti, ki pa ustrajajo pri starih idiomih, so revivalisti in se ne upajo predreti na neka druga polja, pa v glavnem tudi miselno ostajajo nekje drugje, tudi ne berejo toliko, kar je bilo že v začetku rečeno. In če k temu dodamo še omenjeni nesrečni razkol z RTV Ljubljana oziroma Slovenija, ki se kar vleče in ki je nekdaj sprožil polemike vsakič ob tem času, ko je bil Jazz Festival Ljubljana. Zdaj niso več taki časi, se je po sobotni prilogi usulo, je nastopilo Jazzovsko društvo Ljubljana, tam ne vem, leta 83, 84, pa je potem Zoran Pistotnik odgovarjal, pa je Stane Sušnik odgovarjal. Se pravi, te vojne so včasih bile vsaj na polemičnem nivoju v javnosti nekje zabeležene. Danes so bolj ali manj prikrite in v bistvu lahko pa rečemo, da ne zadevajo pa toliko poslušalstva, ne.
imamo zadnje leta zaradi geste jazz festivala v parku ogromno novega poslušalstva, tudi pri improvizaciji v ožjem smislu. Pri nas je publika zelo mlada. Že v soseščini ne najdemo toliko mlade publike, ne, ki sledi tem rečem in ki jo zanimajo tudi novotarije v jazzu. In Jazz Festival Ljubljana je na vse zadnje pred leti dobil posebno nagrado ravno zaradi svojega drznega programa, ki to upošteva. Kdaj pa bo in kako bo to zajeto v historično-materialistične okvire, to pa zahteva eno resno podjetje in velik let dela in ukvarjanja s temi stvarmi za nazaj, pregled tega gradiva, pozicioniranje enega radia, drugega radia, festivala, rednih špilov, to, kar se je dogodilo z izbruhom novih pojmovanj džeza in seznanjene naše publike z novostmi tam od srede pa začetka 90-ih let naprej, kar je bilo pa spet podano že desetletje poprej skozi Radio Študent in skozi, bomo rekli, udar, novatorski udar na Jazz Festivalu Ljubljana, to je pa leto 82 do 84, ne, ki v bistvu postavi neke temelje, o katerih bi bilo treba spregovoriti in na katerih navsezadnje sedi tudi knjiga Na robu glasbene prakse, ker ni mogla priti od včeraj, ker mora nekje sedeti na nekem materialu, ki je prihajal ali pa ki se je gojil ali pa ki so ga razmišljujoči ljudje in organizatorji gojili v tem prostoru. Tukaj je zelo nekaj ključnega. Ne? To pomeni spoprijem z vsem, kar jazz danes predstavlja. Programiranje jazz festivalov od Cerknega do Ljubljane ali pa v Mariboru je nekaj. Nekaj je pa pravzaprav še tisto, kar so obstaja. Bom šel najprej v svet. To pomeni tudi vplivnost ali bi rekel sledi jazza v popularnih godbah, kjer ga ne bi pričakovali. Naprimer, o zgodovini od bossa nove pa do kubanske rumbe in tako naprej. Imate določene tipe kreolizacijskih procesov, če lahko tako rečem, skozi popularne glasbene forme. Ampak danes se pa to recimo ne moramo spregledati na vse zadnje nekaj, kar je tisto, kar se imenuje new jazz, ali pa tisto, kar Angleži rečejo, Američani smooth jazz, kar pomeni Kenny G, ali pa Kamasi Washington, mislim, ne, ali pa Diane Krall, ne, recimo. Ali pa v Sloveniji Perpetuum jazzile. Skratka, tudi to je treba upoštevati. Treba upoštevati tudi to, da recimo nekdo, ki ni z jazovskega polja, seže po jazzu, recimo Annie Lennox poje balade na način Billie Holiday. Celo Robbie Williams to naredi. Skratka, seže po jazz repertoarju in narobe. Skratka, tukaj imate, to bi bilo treba potem zelo radikalno pravzaprav, bi rekel, široko zastaviti, ne? Če ste glasbeni kritik, se lažje postavite, bi rekel, ideološko, estetsko na način preloma od leta 82 do 84, ko pa te stvari obdelujete, poskušate pa, recimo, v enem razmišljujočem, da ne rečem znanstvenim zborniku, poskušate pa te stvari vzeti za kup. Ne? Priznam, da jaz takšnih živcev, kot jih ima Peter Stanković z Narodno zabavno glasbo v Sloveniji, nimam. Ne? Še mala korekcija, kar zadeva ta velik radio, kot se reče, treba se seveda tudi vprašati, kaj se zgodi v slovenski muzikologiji, da se na lepem začne ukvarjati z improvizacijo in novim jazzom, da tako rečemo. To je zelo pomembno. Ne? To nekaj se zgodi pred 15-20 leti v študijskem procesu, v dopuščanju nečesa, kar je bilo še prej desetletja popolnoma nezamisljivo. Je bilo kot neka betonska stena in je vsekakor pomemben prispevek v zadnjem času. Še nekaj. Peter Amaleti in zgodbe o jazzu. To je edini poskus slovenske zgodovine, oziroma pisanja zgodovine jazza v Sloveniji. In mimogrede je Peter tedaj kot eno izmed referenc navedel
Erika Hobsbawma pa ga po moje malo pretenko bral, prepovršno oziroma tega ni peljal naprej. Vendar ga je upošteval, morda ravno v tem, da je upošteval, na kakšen način se je jazz razširil na Slovenskem. To je zelo pomembna reč. In je to v tistem času počel, če boste šli na Delib, torej ima elektronsko obliko, je že prej delal intervjuje, medtem ko smo se šli mi džezovske vojne, oziroma ena generacija, je Peter Maleti vsaj, ker je pisal svojo knjigo in je nekaj časa delal, naredil temeljne intervjuje z akterji povojnega džeza, pa celo predvojnega. Kar se je potem zgodilo, če gledamo nazaj, je podobno kot pri bluzu ali pa kjerkoli, kakšni zvrsti, ki ima že, bi rekel, zgodovinsko patino, je, da so se intervjuji z akterji, če bi šli zgodovinsko tematizirati, več ali manj ponavljali. Ne? Aleksander Skale je ponavljal ene in iste reči, Mojmir Sepe je ponavljal ene in iste reči, kar pomeni, da je bilo treba skenirati pravzaprav zgodnejše intervjuje, pogledati pravzaprav in rekonstruirati določen tip poteka, pa hkrati navsezadnje sedanjega razmišljanja akterja v glasbi. Nekaj tega je, če bi se lotili še enkrat pravzaprav tega, bi rekel, zgodovinjenja džeza v Sloveniji, nekaj pa ni, nekaj pa izginilo. Imate dejansko že vzorce, ki se ponavljajo in reproducirajo od diplomske naloge, jaz sem jih 4, 5, 6 za nazaj pred 2 letoma, ki se ponavljajo več ali manj ves čas. Skratka, nekdo nekaj zapiše leta 87, po domač povedano, in potem je to reproducirano 92, 2001, 2017, 2022. Ja, mi po mojem bomo zdaj vsaj z naše strani zaključili. To je bila debata Jazz v knjigah, kaj brati. Seveda smo pa tukaj tudi odprti za vprašanje, tako da če ima kdo z publike kakršnokoli vprašanje, prosim, zdaj je čas. Prav dolg ne bom čakal, še zadnjič vprašam, ima kdo kakšno vprašanje z publike? Ne. Torej, to je to. Hvala lepa, da ste prišli. To je bila debata, kot sem že rekel, Jazz v knjigah. Sodelovali smo Miha Zadnikar, Ičo Vidmar in moja malenkost Gregor Podlogar. Stanite še naprej in čau.